V občini Radenci kot član Gibanja Svoboda za župana kandidira Toni Žitek, ki se je predstavil v živalskem vrtu Sikaluzo Todorja Miteva. Izbira kraja predstavitve ni naključna, kajti Radenci so turistični kraj, v katerem je Sikaluzo pomemben deležnik, pojasnjuje Žitek. Danes smo se zbrali tukaj pri lokalnem podjetniku Mitev Todoru, ki ima živalski vrt Sikaluzo. Namen današnjega obiska je, da bomo podpirali pri naši kampanji, če bomo seveda zmagali na volitvah, lokalni turizem, kar se mi zdi zelo pomembno, saj so Radenci turistični kraj in ljudje, ki živijo v njem, so zelo pomembni za razvoj turizma v Radencih. Danes nas v Sikaluzo obišče tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki bo nam izkazala podporo pri naši kandidaturi za volitve oziroma podporo meni kot županskemu kandidatu in listi Gibanja Svoboda. Kot uvodoma rečeno, so Radenci turistični kraj, katerega potenciale je potrebno izkoristiti in k sodelovanju pritegniti vse deležnike. Velik potencial in seveda izziv prihodnje Žitek takole predstavi. Največji potencial vidim v razvijanju športnega turizma. Imamo zelo lep športni center v sodelovanju z zdraviliščem Radenska, z našim dijaškim domom imamo zagotovljene kapacitete za razvoj športnega turizma, kar se tiče razvoja mladih, saj imamo zagotovljenih ogromno prenočišč, vadbene površine, center je na novo zgrajen in tukaj vidim izredno priložnost za razvoj nogometa pri nas. Imamo pa tudi evropske prvake v nogometu, ki nam ponujajo možnost, da drugo leto pri nas organiziramo evropsko prvenstvo v nogometu. Način, kako vrniti Radence kot privlačno turistično destinacijo, kot je nekoč slovela, zahteva trud in sodelovanje. Trudili se bomo predvsem z evropskimi projekti, z pomočjo vladne stranke bomo skušali pridobiti sredstva, da bomo ta sredstva vložili v turizem, tako na športnem in drugih področjih. Toni Žitek si je poleg matičnega Gibanja Svoboda zagotovil tudi podporo drugih strank in dela zainteresirane javnosti. Žitek o podpori pri kandidaturi za župana. Pri letošnji kandidaturi za župana me podpira seveda moja lastna stranka Gibanje Svoboda, potem imamo podporo zagotovljeno strani stranke Desus in strani stranke SD. Podpirajo me seveda tudi lokalni podjetniki, podpira me lokalna samouprava, podpirajo me pač naši občani, zato sem se tudi odločil za kandidaturo. Podpornik kandidata za župana je med drugimi tudi Aleksander Mulec, predsednik športnega društva Nogometni klub Kapela. Mulec o razlogih za podporo kandidaturi Žitka pojasnjuje. Jaz sem predsednik športnega društva NK Kapela. Letos smo postali tudi evropski prvaki. Prvaki smo postali sedaj v tem mandatu, torej ko še sedanji župan. Prosili smo tudi za neko malo pomoč, če bi pač ob tej osvojitvi evropskega naslova, ker ni to samo tak, da če bi nam pač kaj hotel pomagati, pa rekel, da se to ne da pomagati, ker nimamo kao nič podmladka. Ob tej priložnosti pač smo tudi nekako v stik prišli z Tonijem Žitkom, tudi kandidatom sedanjim. Poznam ga tudi že dlje cajta, vem, da je vrel človek, tako da nimam njem nekaj slabega. In je takoj priskočil na pomoč, da bi nam kao pomagal, brez nekega prošnje, brez bilo česa, ni neki tudi zdaj neki športni fanatik, ni glih on, ampak je takoj se ponudil. In zato pač kot NK Kapela oziroma športno društvo Kapela podpiramo Tonija, njegove ideje, vse pač kaj nam je ponudil. Upam, da se bo to realiziralo, ker zdaj tudi sedanji župan nam je obljubil marsikaj pred 4 leti, hode zadnji mesec na naše tekme, plačeval pijačo, bil je non-stop naš, škoda je naš. A pol, ko je bil izvoljen, pa je bilo vedno bolj hladno vse vkup. In na koncu smo prišli tako daleč, da je do konca hladno in ga sploh več nič ne zanima. Tako da tisto, kaj je bilo, pozabo vse. Mislim, da bi to bolj mogel župan objaviti širši okolici. Ker niti ožje okolice, recimo Kapela ve, da smo mi evropski prvaki, če je bilo to v Mariboru, bilo je sicer slabo tudi medijsko izpostavljeno ta prireditev, tudi kot evropska, čeprav je to amatersko, ampak vseeno bi to moglo biti malo bolj medijsko izpostavljeno, da sploh nekaj takega je.
ker tu okolica, ki se res najbolj nogomet igra, sploh ni vedeli, da to v Mariboru obstaja, ne. Tako da mislim, da bi mogel to župan malo bolj spodbujati. Predno se je začelo in sedaj, ko smo mi to dobili, ne. Od njega, čisto odkrito vam povem, niti zahvale nismo dobili, niti hvala, niti nič. Kaj nič nismo dobili od njega, ne. Mi smo skromni, ne. Živimo skromno od leta 1974, ko se je klub ustanovil. Živimo skromno naprej. Želeli bi, da bi imeli neke normalne pogoje za igranje, da se fantje lahko nekaj stuširajo, ker to je le igranje na normalni travi, ne na umetni travi, ne. Ko je malo blato, pa to v jesenskih, pa spomladanskem delu, ker takrat je vedno se odvija liga, ne. In to si kar umaza, ne. In je fajn, da bi se lahko nekaj omili, vsaj to, da bi dobili. Igrišče, da bi se malo renoviralo, če bi pa še ostalo kaj, pa reflektore, da dobimo, pa smo mi več kot zadovoljni, ne. In Toni nam je to nekako obljubil, da je to pač skromno, glede na to, da smo evropski prvaki, da smo kar skromni glede na zahteve, ki jih imamo, in je rekel, da gre to skozi sigurnost, če pač Žitek Toni volitve dobi, ne. Podporo članov gibanja Svoboda Toniju Žitku je prišla v Sikaluzo izraziti tudi predsednica Državnega zbora in članica gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič. Urška Klakočar Zupančič pravi, da ji je ta del Slovenije zelo ljub, poleg tega pa da izrazim svojo resnično srčno podporo kandidatu za župana Radencev, gospodu Toniju Žiteku, ker gre za kandidata, ki pooseblja in živi vrednote, ki jih zagovarjamo v gibanju Svoboda, in si želimo, da v Radence prenese vse tisto, kar mi ustvarjamo in udejanjamo na državni ravni. K svobodi lahko pripomorejo kandidatke in kandidati na lokalni ravni, pravi Klakočar Zupančičeva. Vse se začne, da od malega raste veliko. To se pravi, prihodnost se začne v tvojem kraju. In najprej moramo na lokalnem nivoju vzpostaviti vse tiste sisteme, ki smo si jih zadali, da si bomo tudi na državni ravni. To se pravi, da se bomo zavzemali za čisto zdravo Slovenijo, da se bomo zavzemali za energetsko preobrazbo Slovenije, za učinkovit javen zdravstveni sistem, za dobro šolstvo, za pravno državo, za ustavnost in zakonitost, za dobro regionalno povezanost različnih krajev Slovenije. In jaz mislim, da Radenci imajo pa še en velik potencial, in to je tudi turizem. Jaz sem zelo vesela, da sem danes tukaj v tem živalskem vrtu. Se mi zdi krasen in takšne stvari je treba vzpodbujati in povezati Radence z osrednjo Slovenijo in tudi z ostalimi deli Slovenije v eno tako veliko, ali pa recimo relativno majhno, ker Slovenija ni prav velika skupnost, ki bo živela in dihala skupaj in bila solidarna drug z drugim. To si želimo. In želimo si tudi decentralizacije, ker je pač Slovenija dosti centralizirana. Klakočar Zupančič še v glavnih prednostih kandidata za župana občine Radenci Tonija Žitka. Gospod Žitek je tisto, kar je najpomembnejše, izredno pozitivna oseba in izredno srčna oseba. In izredno iskren. In to je prvo in tisto, kar rabi kandidat, ki želi vstopiti v, recimo temu, lokalno politiko in svoje ideje začeti udejanjati v praksi. Gre za osebo, ki si želi dajati, ne pa vzemati. In to je pomembno, da ima moralno podlago in moralni kompas, da je spoštljiv do sokrajank in sokrajanov in da si dejansko želi razvijati občino. Razvijati v smeri, da bo prijazna tako do mladih, kot tudi do starejših. Solidarna, ki bo nudila dobre možnosti za zaposlovanje mladih in pa da bo imela vso potrebno infrastrukturo, ki jo danes potrebujemo za kvalitetno življenje.